Pri naslednji vaji se učimo gibalnega vzorca proti obračanju oziroma antirotacije. Pri tem gibalnem vzorcu v bistvu ne gre za gibanje, ampak gre za upiranje gibanju. In sicer se želimo upirati gibanju rotacije v hrbtenici, s tem, da učvrstimo trup in se rotiramo v bokih s pomočjo nog in rok. Na ta način zopet medenico oziroma hrbtenico sprostimo in je ne dražimo. Da boste dobro razumeli razliko v gibanju, kako narediti gib proti obračanju, bomo se najprej postavili takole v steno, na podlahti. Postavimo se v položaj, ki nam najbolj odgovarja, torej za nežno lordozo, tako kot imamo po naravi, v redu. Čisto nežno smo učvrščeni, ravno toliko pač, da lahko ohranimo lep položaj, tako kot nam najbolj odgovarja. Sedaj bomo pa ta protigib proti obračanja izvedli tako, da se bomo obrnili, takole, boš šla Jernej in se boš gor, ja, in nazaj dol. Gremo še. Ja, prevežliš z roko ven, ne. Tako, ja. In spremljamo, ali pa naj vas partner spremlja, kako se torej kako sta povezana zgornji trup in pa medenica. Ne sme prihajati do tega, gremo gor, kar narediti z roko. Ne sme prihajati do tega, da trup potuje v rotacijo, medtem ko medenica miruje, ali pa obratno, ko trup miruje in medenica potuje v rotacijo. Tega ne smete dovolj in ravno to se učimo s tem učvrščanjem proti rotaciji. Torej, gremo še enkrat, da pokažemo tako. In ta manever, ta gibalni vzorc, sedaj lahko uporabite pri vseh opravilih, ki jih delate z eno roko. Torej, odpiranje vrat, sesanje, karkoli, odrinete z eno roko, karkoli, povlečete k sebi. V bistvu pri vseh teh gibih je potrebno, da učvrstite trup ravno tako, da preprečite rotacije v hrbtenici. Tako da dobro si gledajte to in dobro uporabljate ta gib proti rotacije v vsakodnevnem življenju.